Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu našega podjetja Omega Air. V naslednjih minutah vam bom predstavil mikrobioplinsko napravo, za katero smatramo, da lahko pripomore k reševanju obravnavane tematike. Najprej na kratko o podjetju. Podjetje je v privatni lasti, staro že več kot 25 let, je izvozno usmerjeno. Izvozimo izključno naše proizvode, na domačem trgu pa smo poznani po kompresorski tehniki in ogrevanju in ohlajanju večjih objektov. Še Omega Air za leto 2015 podjetje je proizvedlo oziroma prihodki od prodaje so v letu 2015 znašali 14,2 milijona evrov, zaposlenih je bilo 169 ljudi, naredili smo okrog 50 tisoč filtrskih oziroma filtrov, 260 tisoč filtrskih vložkov, 200 absorpcijskih sušilnikov in 800 hladilniških sušilnikov. Zakaj se je podjetje odločilo za vstop v ta segment, v segment bioplina? To pa predvsem zaradi tega, ker je podjetje pričelo v preteklosti srečevati te naše proizvode od filtrov, sušilnikov, raznovrstnih tlačnih posod na takšnih in drugačnih postrojenjih za koriščenje tako naravnega plina kot bioplina. In glede na to, da se je podjetje v času krize odločilo za povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, kar je privedlo do ustanovitve močnega razvojnega oddelka z integriranim inženjerskim delom, se je pač podjetje odločilo, da poskusimo na tem področju si odrezati svoj kos pogače. Kaj je bioplin? Bioplin je plin, ki nastaja tako v naravnih kot v kontroliranih biotehnoloških postopkih s pomočjo anaerobne mikrobne združbe. Kot pri proizvodnji bioplina dejansko prihaja do konverzije organske mase s pomočjo teh bakterij do mešanice plinov. Glavnina plina predstavlja metan, ki je zaradi svoje kalorične vrednosti za nas tudi iskan produkt. Metan oziroma bioplin potem zaradi te kalorične vrednosti poskušamo izrabiti na različne načine. Za primerjavo, en kubični meter bioplina ima kalorično vrednost od 5 do 6,5 kilovatnih ur. Za primerjavo, naravni plin ima kalorično vrednost okrog 10 kilovatnih ur. Kako bioplin nastane? Organska masa, bodisi organski odpadki ali energijske rastline ali kakršna druga organska masa se zbere, se pripravi, se pravi se zmelje, homogenizira in dodaja v reaktor. Reaktor predstavlja plinotesno posodo, ki je toplotno izolirana in vsebuje tudi montirana mešala za pač homogenizacijo mešanice. Bakterije, ki so v sami mešanici, razgrajajo to mikrobno združbo, razgrajajo organsko maso, iz te organske mase nastaja bioplin. Bioplin se izloča v plinohram, v plinohramu so druge vrste bakterij, ki pomagajo pri čiščenju bioplina, se pravi prihaja do redukcije vodikovega sulfida. Tako pripravljen bioplin potem navadno potuje do strojnice, kjer je inštalirana kogeneracijska naprava, ki hkrati proizvaja električno energijo in toploto. Del toplote se zajeme in uporabi oziroma za zagotavljanje primernih pogojev v samem reaktorju, ostali del toplote pa je na voljo drugim uporabnikom. Digestat, ki je v bistvu ostanek po razgradnji te organske mase, pa se začasno skladišči in se nanaša na kmetijske površine potem kot gnojilo. V bioplinskih napravah, kot je bilo rečeno, je mogoče uporabiti različne
odpadke oziroma organsko maso od odpadkov iz živinorejske in živinorejskih in poljedelskih kmetij, energijskih rastlin in ostalih organskih odpadkov, predvsem iz kuhinjskih odpadkov in bioloških blat iz čistilnih naprav. Na desni vidimo grafikon z različnimi bioplinskimi potenciali substratov, označena sta oziroma poudarjena sta dva, in sicer bioplinski potencial gnojevke in koruzne silaže. Vidimo, da je bioplinski potencial silaže precej večji, kar je bil tudi razlog, da so se v preteklosti gradile bioplinske naprave, ki so temeljile na izrabi predvsem energijskih rastlin. Še ena bolj nazoren prikaz različnih bioplinskih potencialov. Iz enega hektarja oziroma ista količina bioplina nastane tako iz enega hektarja koruzne silaže, kar je od 50 do 55 ton, in iz gnoja 20 do 25 govedi, kar predstavlja od 400 do 500 ton na letni ravni. Iz tega substrata lahko nastane do 10.000 kubikov bioplina, kar je energetski ekvivalent 5.000 litri dizla. Zakaj se je podjetje odločilo za segment malih mikrobioplinskih naprav? Podjetje je videlo več prednosti in sicer predvsem ta, da kmetije lahko same zagotovijo potrebne količine substratov in tako niso odvisne od dobave substratov od drugih. Poleg tega nastala energija, tako električna kot toplotna energija, se zaradi velikosti naprave po večini porabi lokalno, se pravi na lokaciji same proizvodnje, in v zadnjem času pa je tudi vedno večji poudarek oziroma razlog v tem okoljevarstvu, in sicer zniževanje toplogrednih plinov in zniževanje organske obremenitve gnojevke. Bioplin je mogoče uporabiti na več načinov. Najbolj pogost način je ta, da se bioplin najprej primerno očisti, odstrani se mu škodljiv vodikov sulfid in vodna para. Tako pripravljen bioplin se navadno koristi na kogeneracijskih napravah za proizvodnjo električne energije in toploto. Vkolikor se velik del toplote porabi na sami lokaciji, to vsekakor izredno smiselno. Starejši način izrabe bioplina, ki je bil značilen predvsem za čistilne naprave, je za pridobivanje toplote za ogrevanje same oziroma upravljanje postopka čiščenja odpadnih vod. Drugi način, ki je predvsem močno prišel v ospredje, predvsem v Nemčiji in v skandinavskih državah, je ta, da se bioplin očisti do čistosti zemeljskega plina. Poleg odstranjevanja vodikovega sulfida, vodne pare, se mu odstrani še CO2. Tako pripravljen bioplin se s komprimiranjem inicira v distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ker je pač na voljo končnim uporabnikom. Toplota, ki nastane na kogeneracijskih napravah, posebno na teh manjših, jo je mogoče v celoti porabiti, in sicer v zimskem času za ogrevanje kmetijskih poslopij, za samih kmetij, v poletnem času, ko pa prihaja do viškov te toplote, pa toploto mogoče koristno porabiti za sušenje pridelkov, kot so žita, seno in podobno. Pri večjih bioplinskih napravah 100 kW in naprej, pa je te viške toplote mogoče uporabiti tudi za koncentriranje digestata, za sušenje digestata. Tukaj vidimo osnovne podatke mikrobioplinskih naprav in bioplinskih naprav, ki so v našem portfelju. Najmanjša naprava ima električno moč 7 kW in največja do 300 kW. Najmanjša bioplinska naprava za svoje delovanje potrebuje odpadke vsaj od 80
glav velike živine, medtem ko 300 kW bioplinska naprava pa potrebuje odpadke vsaj od 300 oziroma od 1000 glav velike živine. To so še tehnični podatki naše testne bioplinske naprave, katere smo skupaj v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom postavili v njihovem centru. Naprava je bila zgrajena predvsem z namenom pridobivanja potrebnih znanj in izkušenj za vstop na ta trg. Poleg tega pa pač je bila zgrajena v demonstracijske namene in tudi namenjena je za testiranje in reševanje raznovrstne problematike z področja bioplina. Naprava ima 7 kW električne moči, na dan obdela od 1200 do 1500 kg gnoja, iz tega nastane do 50 kubičnih metrov bioplina, ki ga pretvorimo na kogeneraciji in iz tega nastane do 60 kWh električne energije. Tako, to bi bilo z moje strani vse.